Жити на сій народи, крепені дочакав нам, докуди сонце ходить, препіли світа попред нам. Дарояк розпавсак не вракле сосед номея. Розпавсак не вракле сосед Бог, не вракле сосед номея. Spoštovani obiskovalci, dragi ljubitelji kulture, prisrčno dobrodošli na današnji proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku. Zbrali smo se, da se poklonimo slovenski besedi, umetnosti in ustvarjalnosti, ki že stoletja oblikujejo našo identiteto, naš jezik in naš pogled na svet. Začeli smo s pesmijo, ki ni ukaz, ampak želja. S pesmijo, ki se ne postavlja nad druge, ampak odpira roko. V himni ni triumfa, je misel. Naj bo sosed sosed, naj bo človek človeku človek. In to je kulturna gesta v najbolj čisti obliki.
Dobrodošli na večeru, ki ni le prireditev, ampak majhen opomnik. Opomnik, da naroda ne povezuje samo zemlja, temveč tudi beseda. In da beseda ni zgolj zvok, je dogovor, spomin in včasih tudi tolažba. 8. februar je tih datum. Ni pomladi, ni poletja, ni prazničnega vrveža. Je zima. In mogoče ravno zato pravšnji. Kultura se pogosto začne takrat, ko se ustavimo. Danes se spominjamo Franceta Prešerna, največjega med pesniki, človeka, ki je znal v slovenski jezik spraviti ves svet. Ljubezen, ponos, dvom, upanje, tudi hudomušnost. A današnji dan ni namenjen le njemu. Je poklon vsem ustvarjalcem kulture, vsem, ki so s peresom, glasbo, čopičem besedo ali mislijo, so ustvarjali našo identiteto. Letošnje leto je posvečeno dvema velikima imenoma slovenske literature, Ivanu Cankarju in Dragotinu Keteju, ki sta vsak na svoj način znala povedati resnico o človeku in času. Zato danes ne praznujemo le preteklosti, praznujemo ustvarjalnost, ki še vedno živi med nami. Hkrati se poklanjamo kulturi sami, besedi, pesmi, gledališču, sliki, plesu, vsemu, kar nam pokaže, da nismo le tisti, ki preživimo, temveč da znamo tudi čutiti, misliti in ustvarjati. Če je kultura kdaj videti kot nekaj oddaljenega, naj bo današnji večer dokaz, da je domača. Včasih je v knjigi, včasih na odru, najpogosteje pa v človeku. France Prešeren, struna. Strune milo se glasite, milo pesnica žaluj. Srca bolečine skrite, trdno srčni oznanjuj. Kak bledi mi moje lice, kak umira luč oči, kak tako iz njih solzice, ki ljubezen jih rodi. Od želja kako vzdihuje, po njih repeni srce, kak mu je veselje tuje, kak od sreče nič ne ve. Kak seboj me vedno vleče, koder hodi njen obraz, njen obliče je cveteče, v srcu nosim vsaki čas. In kak ve, kak bi rade nje hvalo, rade pele za naprej. Ak se ne usmili kmalu, morate utihnit veku mej. Te in take ve nosite, tož bez strune tje do nje, ako morate obečite, neusmiljeno srce. Prešeren je živel v času, ko slovenščina ni bila samoumevna, v času, ko je bil slovenski jezik pogosto potisnjen na rob, v kuhinjo, na njivo, v tih šepet vsakdanjosti. In potem se pojavi pesnik, ki stori nekaj na videz nepraktičnega, a v resnici izjemno pogumnega. Iz jezika ustvari umetnost. S tem jeziku poudari dostojanstvo in moč. Kajti, ko jezik postane umetnost, postane tudi dokaz, da smo tukaj, da obstajamo in da imamo svoj glas. Zato njegove pesmi niso samo lepe, so tudi zgodovinski dokument srca. In morda je najlepše to, da v njih najdemo tudi sebe, čeprav je od takrat minilo skoraj 200 let.
Včasih glasba pove tisto, kar besede težko nosijo. In včasih beseda potrebuje oder, da postane resnično. Gledališče je čuden čudež. Nekaj se zgodi samo enkrat in vendar ostane v nas. Tako kot pesem, ki jo slišiš prvič in jo potem nenadoma poznaš od nekdaj. Danes pa res moramo dokončati tudi program. Ja, za zadnji cajt. Samo že naredi nekako. Če še mi enkrat nihče reče, še samo ena malenkost, bom kulturno omedlela. Kulturno omedlela. Ja, to bi mogli kak disciplino vesti. Popoldne pa še dobiš Prešernovo značko. Evo, kje smo že čas? Še nismo sploh začeli, pa smo že čez. To je tudi umetnost. Ne hecaj se, ljudje pričakujejo vse. Himno, deklaracije, dramske prizore, pa da bo to z občutkom. Z občutkom je moj najljubši izraz, kot tudi najbolj dinamično. Ampak nihče mi ne pove, kaj to sploh pomeni. Mogoče pomeni ne samo lepo, ampak tudi realno. Vsi pričakujejo, da bo Prešeren svež. Tebi ga mogli mi sladilnika vzeti. Kaj? Vse se samo heca. Včasih je vse skupaj samo kot letna obveznost. Kot da bi kulturo samo odkljukali. Ja, in potlej gremo domov, iste. Sta slišala to? To je večer, odkljukamo, pravite, zanimivi glagol. V mojem času smo odkljukali največ kakšno kosje pevje. Kdo ste? Tisti, ki ga vsako leto obesite na plakat, potem pa upate, da nihče ne zaspi. Pa ste res vi? Če želite, da sem, če ne želite, tudi. Pesnik je včasih tisto, kar si ljudje upajo verjeti. To je noro. Ne, noro je to, da vi mislite, da je kultura varna, le če je popravile. Mi imamo časovnico, ne smemo čez. Časovnica je uporabna, ampak naj vam ne bo veriga. Lepo in selfie. Najprej pesem, potem pa dokaz. Ne kričite, kultura pride, ko nehate klicati, ko se pomirite in malo prisluhnete, ko beseda ni orožje, ampak most. Kdo pa ste vi? Gospa kultura, tista, ki jo vsi omenite, na to pa rečete, no vse je bilo lepo. Ja, pa ne je to dobro. Lepo je varno, jaz pa sem tudi neprijetna, ker nastavimo gledalo. Mi se trudimo. Vem, ampak vi imate radi klišeje, naprimer, nas kultura povezuje, kultura je pomembna, Prešeren je največji, saj res sem vse prazno, če se tega ne dotaknete življenjem. Ja, kaj pa potem naj rečemo? Recite nekaj konkretnega, naprimer, danes bomo si upali biti tiho, ali danes bomo poslušali, ali pa danes bomo priznali, da nas kultura včasih reši. To pa je že poezija. Jaz lahko rečem, danes ne bom uporabljal telefona. To je revolucionarno. Res je, Jaka. Ampak, če že želiš selfie, boš moral najprej recitirati. 2 kitice, pa brez telefona. 2 kitice, to še me lahko, samo kera pesem. Vseeno, samo naj ne bo nekaj iz telefona. O, vrba sreča, draga vas domači. Stop. To ni recitacija, to je samo tekmovanje hitrosti. Beseda ni za prehitevanje. Stop, še enkrat. Počasneje, pusti, da vsak zlog pride do tal. O, vrba, srečna, draga vas domača, ki je hiša mojega stoji očeta. Tako, zdaj se sliši, da si človek in ne zvočnik. To bi mogli imeti na vojah. Mogoče pa res. Zdaj pa bi vseeno rad še malo preizkusil. Kaj vi sploh veste o meni? Imam 3 vprašanja. Prvo, kaj sploh je kultura? Kako govorimo, kako poslušamo in kako se obnašamo. In tudi, kaj si upamo. Res je. Drugo, zakaj sploh praznujemo 8. februar? Ker ste davnega leta 1849 na ta dan umrli. Enako res, ampak nekateri pravijo, da bi morali praznovati moj rojstni dan. Ampak to ni prav.
Saj takrat sem se rodil kot le navaden otrok, umrl pa sem kot eden izmed največjih slovenskih pesnikov. In še zadnje tretjo, kaj je največja želitev v kulturi? Da rečemo, to je brez veze. Da damo na praznik in potem 364 ni nič. Da se nehamo spraševati, da na kulturo čisto pozabimo. Veste, mene imajo včasih za sladico, nekaj, ko je vse drugo urejeno, ampak jaz sem pogosto kruh. Kultura je tudi podobna vodi, saj je pomemben del vsakega dneva, ampak le, če se na njo spomnimo. Potem nocoj ne bomo oddelali, nocoj bomo povedali. In poslušali, pa tudi malo tvegali, da bo iskreno. Da se nas dotakne. In to je edino merilo. Kultura naj ne bo le praznik zapisan v kalendarju. Naj ne ostane zgolj datum, ki se ga spomnimo enkrat na leto. Kultura je odnos, je način, kako govorimo drug z drugim, kako poslušamo, tudi kadar se ne strinjamo, kako spoštujemo preteklost in hkrati odpiramo prihodnost. Torej, kultura živi v besedi, ki povezuje, v tišini, ki ti zna prisluhniti, v ustvarjalnosti, ki si drzne upati, in v odgovornosti, da vrednote prenašamo naprej. Ko kultura postane odnos, takrat praznik ne mine z večerom, temveč ostaja z nami v vsakdanjih dejanjih in izbiri, kdo in kakšni hočemo biti kot skupnost. Torej je kultura res prisotna v vsakdanjem življenju. Je bilo lepo za en selfie te doba. No, zdaj pa lahko, samo brez filtra. To je že tragedija. Tragedija je zvrst kulture, preživel boš. Pa kaj je to bilo res? Če ne je bilo, pa so bile najboljše vaje v življenju. Gremo zdaj. Zdaj imamo več kot program, zdaj imamo smisel. Kjer hiša mojega stoji, očita, da pokažejo me iz tvojega sveta. Veljala ne bila golfifa kača. Ne videl bi, kako
Sweet Marka. Oh, Urba. Kultura je tudi odgovornost, da jezik ne postane len, da beseda ne postane prazna, da se znamo, kadar je treba izraziti in kadar je treba umolkniti. Prešeren je verjel v moč besed. Besede lahko razveselijo, opogumijo in povežejo. Zato je prav, da danes razmišljamo, kakšne besede puščamo za seboj mi. Včasih se nam zdi, da so besede majhne, a besede imajo moč. Z eno samo lahko nekoga podremo ali pa mu polepšamo dan. Tudi to je kultura, izbirati besede. Vsak dan slišimo veliko besed. Nekatere nas ranijo in razžalostijo, čeprav niso izrečene glas, nekatere pa razveselijo in pobožajo. Pa poglejmo, kaj se zgodi, ko izbiramo težke besede. Saj ne znaš. Ne moreš, pusti me pri miru, ne teži. Kako brez veze, kako se za nič. Lažeš, utihni. Kako si prismojen? Kakšna krava si. Smet si, zgine. Vidite, srce se zlomi, postane žalostno, osamljeno, ponižano. Zdaj pa poskušamo drugače. Izberimo lepe besede. Zmoreš, poskusi še enkrat. Hvala, ker mi pomagaš. Prosim, lahko skupaj? Super si. Smo še vedno prijatelji. Super si. Kako si prijazen? Pravi sonček si. Vedno bom tukaj zate. Srce se zaceli, lažje diha, se počuti varno, veselo. Nič ni več osamljeno. Tudi to je kultura, da znamo izbirati besede, ki gradijo. Izberimo lepe besede. Ker z njimi lahko polepšamo dan. Ker z njimi gradimo prijateljstva. Ker si vsako srce zasluži toplino. Ker tudi majhne besede lahko naredijo veliko. Ko beseda naredi prostor, pride pesem. In pesem naredi nekaj, česar beseda včasih ne zmore. Poveže ljudi brez razlage. Moja domovina.
Kultura ni samo program na papirju. Kultura je trenutek, ko nekdo v dvorani tiho prikima, ker je verzu našel svoj spomin. Kovček, ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do rožne cvetlice, poleti do zrele pšenice, jeseni do polne police, pozimi do snežne kraljice. V knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice, a v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. A če ne prideš prvič, ne drugič do krova in pravega kova, poskusi vnovič in zopet in znova. In kultura je tudi trenutek, ko se spomnimo. Naš jezik ni samoumeven, naše pesmi niso samoumevne. Ohranijo se samo, če jih živimo.
Naj bo nocojšnji večer poklon Prešernu in poklon vsem, ki besedo še vedno jemljejo resno. Naj bo poklon vsem, ki ustvarjajo, torej vsem pesnikom, pisateljem, umetnikom ter sooblikovalcem kulture. Naj vam kultura popestri vsakodnevno življenje in vam prinese košček sreče. Tone Pavček, sreča. Sreča se zmeraj nesrečo brati, tako stare knjige uči. A človek ne neha verovati in za srečo kakor za zvezdo gre. Tako živi sreča svojo posebno zgodbo med stvarmi in med ljudmi, ki jo poslušajo kot staro godbo, ki ni resnična, a milo zveni. A sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne v žepu ali pod palcem zaklad. Sreča je, če se delo dobro opravi in če imaš koga rad. Potem v tebi dve sreči gorita, dve sonci v srcu, dvoje svetil. Od njiju je luč okrog tebe razlita, ko romaš za zvezdo k sebi na cilj. Hvala vam, dragi obiskovalci, da ste bili z nami in s tem počastili kulturo. Naj nas kultura spremlja še naprej, ne le na sam praznik, ampak vsak dan. Sedaj pa vas vabimo, da si vzamete čas in se poveselite s sovaščani, prijatelji, torej dobrimi ljudmi, da bomo tako stkali nove vezi in zgodbe, ki ogrejejo srce. Naj bo ta večer dokaz, da kultura živi med nami, besedi, pesmi, misli in srečanju. Želimo vam prijeten večer in lep kulturni praznik.